Lepo pozdravljeni na spletnih straneh Državljanskega foruma Evropskega parlamenta. Včasih me v Sloveniji kdo vpraša, kaj evropski poslanci vse počnemo v Evropskem parlamentu. Na tem mestu bom zato poskusil predstaviti del svojih obveznosti, ki so povezana z enim izmed najpomembnejših dosjejev z področja izobraževanja, mladine in zaposlovanja, s katerim se sam ukvarjam v zadnjih mesecih, s tako imenovano pobudo Mladi in mobilnost. Ker bo na koncu procesa ta dosje zadeval tudi vas, si želim pridobiti vaša mnenja in vas vabim k sodelovanju v tem forumu. Znano je, da se je od začetka trenutne gospodarske krize število mladih nezaposlenih v Evropski uniji povečalo za 1/5 na kar 5 milijonov. Mladi so tudi sicer bolj izpostavljeni učinkom krize. Evropska unija je lani pripravila razvojno strategijo z imenom Evropa 2020, ki želi spodbuditi pametno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast v Uniji. Eno najpomembnejših orodij te strategije za doseganje vseh ciljev njenih pa je pobuda Mladi in mobilnost, ki je posvečena zmanjševanju brezposelnosti med mladimi. S tem problemom se lahko uspešno spopadamo tako, da izboljšamo evropske izobraževalne sisteme in zagotovimo večjo mobilnost mladih Evropejcev. 5 milijonov nezaposlenih mladih v Evropski uniji je nezaslišano visoka številka, pa vendar je celo v času globalne gospodarske krize veliko delovnih mest v Evropski uniji nezasedenih, ker nam manjka ljudi z ustrezno izobrazbo. Istočasno pa na drugi strani čakajo v vrstah nezaposlenih diplomanti nekaterih usmeritev, ki jih družba in gospodarstvo še posebej enostavno ne potrebujeta. Ta paradoks kaže na to, da je tudi z evropskimi izobraževalnimi sistemi nekaj narobe. Moj odnos do teh problemov si lahko preberete na spletni strani, zato me ta hip bolj zanima vaše mnenje o tem. Mnenje, ali bi morali biti mladi še pred vpisom na določen srednješolski ali visokošolski program seznanjeni z objektivno oceno o tem, kakšne bodo njihove možnosti, da po končanem študiju dobijo delo, za katerega so se šolali. Zanima me tudi, ali menite, da bi morale biti poklicne šole bolj usmerjene v usposabljanje za delo, s prakso torej, in manj obremenjene s teoretičnimi predmeti. Zanima me, ali menite, da so univerze dovolj odprte do družbe in potreb gospodarstva. Sicer pa menim, da je za uspešno in zdravo evropsko gospodarstvo v prihodnjem desetletju ključnih več stvari. Izboljšati moramo torej možnost mladih za študijsko in delovno mobilnost, modernizirati evropske sisteme poklicnega in visokošolskega izobraževanja. Menim pa tudi, da bodo v prihodnje vedno bolj pomembna znanja pridobljena zunaj šol in fakultet, torej neformalno pridobljena znanja. Pomembno je tudi učenje tujih jezikov, tudi v okviru poklicnega izobraževanja. Izjemnega pomena je, da zaradi krize ne začnemo varčevati ravno pri izobraževanju. Prav vlaganje v mlade generacije lahko zagotovi boljšo prihodnost za vse. Torej, vesel bom vaših mnenj o vseh omenjenih temah, ki mi jih boste posredovali v okviru spletnega posvetovanja.